350 in več let. Toliko časa je že slišati zvonove, ki se razlegajo med temi griči, ki oznanjajo življenje in smrt med tukajšnjimi prebivalci. Začelo se je že davno pred postavitvijo svetišča, ko je Kostanjevica že bila priljubljena romarska pot in zbirališče vernikov. Njena vloga se je vse bolj utrjevala po letu 1623, ko so po naročilu grofa Matije Turna na tem mestu postavili manjšo cerkev. Legende pripovedujejo, da je grof Turn se sprehajal tukaj po svojem svetu, svoj dvorec je imel pod Kostanjevico in molil litanije Matere Božje. Neznani glas bi mu naj odgovarjal: prosi za nas, prosi za nas. To je grof razumel kot božje znamenje in gradnja se je začela. Leta 1650 so samostan naselili redovniki karmeličani, ki so prvotno cerkvico povečali ter jo okrasili s freskami in štukaturami. Stroka ocenjuje, da so prav slednje iz obdobja 17. stoletja najdragocenejše na Slovenskem. Leta 1821 so odprli središče študija teologije in s tem postavili temelje izobraževanja na Goriškem. Tiha priča bogatega znanja je samostanska knjižnica iz 16. stoletja, ki je zaščitena kot kulturni in zgodovinski spomenik. Ime nosi po Stanislavu Škrabcu, velikem jezikoslovcu, ki je v samostanu živel več kot 42 let. Pred kratkim prenovljena hrani 16.500 knjig. Najstarejša je ta inkunabula iz leta 1476. Skupaj hranijo kar 30 takih prvotiskov. In še, tu je prva slovenska slovnica Adama Bohoriča, Zimske urice iz leta 1584. Kar je znano nam, je ena izmed 8, ki so na svetu še ohranjene. No in to, kar naši knjigi daje še dodatno vrednost, je pa lastnoročno posvetilo Adama Bohoriča na platnicah njegove knjige. Med policami se skriva tudi Galilejeva knjiga o astronomiji in matematiki. Globoko pod cerkvenim prezbiterjem se čas ustavi. Tu so svojo pot zaključili člani francoske kraljevske družine Bourbonov, med njimi zadnji kralj Karl X. Potem, ko se je moral odpovedati prestolu in je z družino potoval po Evropi, ga je grof Koronini nazadnje povabil v Gorico. Tu je kralj, ki se je ves čas umikal pred kolero, zbolel in kmalu umrl. Spomin na Bourbone ohranjajo v bližnjem vrtu, kjer gojijo kar 70 sort vrtnic Bourbonk. Za Parizom je to drugi največji vrt v Evropi. Nekoč so bile zelo iskane, njihova cena vrtoglava, kot za pravo nepremičnino. Nekateri viri pričajo o tem, da so bili kupci pripravljeni odšteti za približno 3000 kvadratnih metrov zemlje. Čarobne vonjave rozarja dehtijo pozno spomladi. Pravijo, da korak in beseda mnogih takrat povsem zastaneta.